Predstavniki gospodarstva so na seji skupščine GZS sprejeli posebno izjavo o aktualnih političnih, gospodarskih in javnofinančnih razmerah v državi. Menijo namreč, da je politika vlade v nasprotju z načeli dobrega gospodarja davkoplačevalskega denarja, obenem pa je nedržavotvorna in nerazvojna. V imenu podjetij in zaposlenih v gospodarstvu zahtevamo, da se takoj prekine s takšno nevarno politiko, ker ogroža vzdržnost javnih financ in konkurenčnost gospodarstva. Pripravili so tudi posebno izjavo o zdravstveni reformi. Predsednik GZS Marjan Mačkošek je ob tem poudaril. Kakršnokoli dodatno obremenjevanje na račun povečanih sredstev v zdravstvu je absolutno za gospodarski segment družbe nesprejemljiv. Predstavnik največjega vietnamskega tehnološkega podjetja in vodilni ponudnik sistemskih integracij FPT Corporation je na srečanju s slovenskimi podjetji predstavil načrte za širitev partnerske mreže v Sloveniji. Dogodek je potekal v organizaciji Centra za mednarodno poslovanje GZS. We have the success story behind us, so that's why we know that it works and it's good to have the partners in many countries to use and to share the knowledge and informations. GZS je obiskal beograjski mestni menedžer Goran Vesič z ekipo sodelavcev. S predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije se je pogovarjal o možnostih za vključitev slovenskih ponudnikov v projekte mesta Beograda. Napovedal je. U januaru mesecu napravimo prezentaciju svih beogradskih projekata za slovenačku privredu. Ja verujem da će ta prezentacija biti uspešna i da će slovenačke kompanije naprosto imati ideju šta mogu i gde sve mogu da investiraju u Beogradu. GZS, zbornica računovodskih servisov, je kot polnopravna članica gostila srečanje Sveta Evropske zveze računovodij in revizorjev za mala in srednje velika podjetja EFAA. Osrednja tema so bile priložnosti in izzivi, ki jih malim in srednjim podjetjem prinaša digitalizacija. We are trying to find answers to the challenges, to those rapid challenges. We try to focus on what can we do, what can we give to our members, and what can we give to the individual professionals to adopt and be able to cope with this dramatic challenge. GZS, zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, je na novinarski konferenci predstavila poročilo o stanju v letu 2015 in dobre prakse implementacije zavez odgovornosti. 11 proizvajalcev brezalkoholnih pijač, članov GZS ZKŽP, je v letu 2015 podpisalo listino zaveze odgovornosti, s katerimi želijo skozi samoregulativo prispevati k uresničevanju ciljev prehranske politike. Člani se mesečno sestajajo in razpravljajo o tem, kakšne aktivnosti so primerne, kakšne so dovoljene, kakšnih se bodo izogibali in seveda, kaj ves čas počnejo s svojimi izdelki. Vse več vodij se zaveda pomena ustvarjalnosti in inoviranja v podjetju. O tem, zakaj inovirati, kaj oblikuje inovacijsko kulturo in kako spodbujati inovativnost zaposlenih, je govoril seminar iz serije Kreativnost in vodenje z naslovom 12 dejavnikov inoviranja. Pri tem si pomagamo z zelo preprostim modelom, ki govori o 3 virih, ki so pomembni za inoviranje, o 4 dejavnikih strukture, v kateri se lahko inoviranje dogaja, in o 5 dejavnikih inovacijske kulture.